Prestiž Stožic ni dovolj. Slovenski nogomet je osiromašen. Nič kaj prijetno ni odštevanje do slovenske nogometne pomladi. Vznemirjenje pred vnovičnim zagonom je zamenjala negotovost. Pa ne le zaradi tega, ker je razlika med vodilnim Celjem in drugim Mariborom na lestvici dovolj visoka, da so obeti o tesni dirki do krone malo verjetni. Le 9 prvoligašev je preživela zimo. Dvakratni prvaki iz Domžal so pod težo finančnih težav razglasili stečaj. Ko ugasne katerikoli klub, se morajo prižgati alarmi. Ko gre za sredino, ki je tako močno soustvarjala podobo slovenske nogometne krajine in vzgojila številne reprezentante, pa še posebej. Skrb vzbujajoče je, da domžalski scenarij ni izjema. Nekaj podobnega se je lani zgodilo na Ptuju, prihodnost je negotovo v Novi Gorici, v Velenju. Slovenski nogomet je vse bolj osiromašen. Saj so se tudi v tej zimi spisale velike zgodbe. Padali so prestopni rekordi, znanje slovenskih igrišč so opazili celo predstavniki evropske smetane. Nemški bundesligaš iz Frankfurta je vrgel trnek za Albertom Riero. Njegov dosedanji klub pa se ob naskoku na domačo krono pripravlja tudi na vnovično pomlad v Evropi. A ko se začnejo majati temelji, te lepa fasada ne reši. Odprla se je dodatna fronta. Nogometni sindikat Spins, nezadovoljen z vladno politiko do samozaposlenih v športu, je napovedal stavko in jo podkrepil z več kot 220 podpisniki. Igrišča sicer ta konec tedna ne bodo prazna, a v sindikatu na svoje zahteve niso pozabili. Štrajk so le odložili. Še januar ni pri koncu, pa je jasno, da se bodo v končno poročilo za leto 2026 le s težavo prebile besede, kot so uspeh, napredek, razvoj. Vseh težav in tegob ne more razrešiti. Podsporne prakse, ki so klube zapeljale v prepad, se ne more podpisati. Sama niti okolja ne more narediti bolj prijaznega za nogometaše. A svoj del odgovornosti za vse prej kot spodbudno podobo globalno najbolj priljubljenega športa pri nas mora prevzeti Nogometna zveza Slovenije. V začetku leta je razrešila vsaj eno dilemo. Izbrala novega selektorja članske reprezentance. No, če je to dilema sploh bila, saj se je Boštjan Cesar kot najresnejši kandidat slikal že jeseni 2022, ko je na tekmah Lige narodov uspešno nadomeščal takrat obolelega Matjaža Keka. Tudi Evropsko prvenstvo v futsalu je uspešnica. Tekme naše reprezentance v Stožicah so razprodane. A dvotedenski blišč pod UEFino zastavo še ni zdravilo za vse težave. Še posebno, če se blišči v panogi, ki je, podobno kot njen večji brat, pri nas v vse prej kot idealni kondiciji. Tudi futsalski klubi imajo težave. Seznam prvakov, ki so doživeli klavrn konec in razpustili klub, je tudi tam dolg. Kar vprašajte v Mariboru in Litiji.